spoštovane obiskovalke in obiskovalci, ki ste se nocoj prišli pokloniti spominu na velikega človeka Toneta Lapajneta, ki ga poznamo tudi kot zvestega prijatelja Vrhnike. Posebej pozdravljam župana občine Vrhnika, gospoda Stojana Jakina, in seveda bližne sorodnike in prijatelje umetnika, ki ga je navdihovalo zlasti barje. Tone Lapajne, akademski kipar, bi letos praznoval 80. rojstni dan. Rodil se je 16. junija 1933. Na Vrhniki se je prvič predstavil kot kipar leta 1977. Za lesene kipe je prejel nagrado Prešernovega sklada. Leto kasneje je na Barju izkopal v zemljo več kot 50 različnih odtenkov barv. Zmešal jo je z lepinom in jo iz več tisočletne vodoravnosti postavil po konci na juto. Z barjansko zemljo je slikal izredne reliefne in taktilne slike. Nanje je upenjal dele lesa in z utiskovanjem končnih žigov potrdil originalnost same zemlje. V spomin na končno svobodni 9. maj leta 1945, ko je s prijatelji tegel od še z žico obdane Ljubljane proti Vrhniki, je 9. maja 1979 na Vrhniki prvič predstavil svojo novo tehniko, torej ustvarjanje z zemljo različnih nijans. Do leta 2003 se je v našem kraju predstavil še 7-krat. Leta 1981 in 3 leta kasneje je na edinstveni Forma Vivi ob vrhniškem bazenu in v Bistri izdelal 2 večji hrastovi skulpturi. Les, tukaj posekan, je ostal doma, saj je kipa podaril Vrhniki. Leta 1982 je prejel od občine Vrhnika plaketo Ivana Cankarja, leto kasneje pa mu kulturna skupnost Vrhnika podelila še Podkovškovo plaketo. Današnjo spominsko razstavo sta tekočutno pripravila člana Muzejskega društva Vrhnika, Gašper in Pavel Brak. Gašper je oblikoval tudi katalog, ki je izšel v razstavi in samo vabilo na odprtje. Tu v galeriji vidimo skromen oris umetnikove poti, od začetnih akvarelov iz let 1949 do 1952, skic akta, kot skulptur barjanca v betonu in kasneje v varjenem železu. Na razstavi ni predstavljeno njegovo neokonstruktivistično delovanje med leti 1968 in 1972. Med 1972 in 1978 je kiparil v lesu. Barjanske zemlje so predstavljene pregledno skozi različna časovna obdobja. Med 1994 in 1998 je slikal svoje kipe za krili na juto, a teh slik ni tu, saj bi ta prostor lahko napolnili samo s temi deli. Med letoma 2004 in 2009 je Tone Lapajne deloval v likovnih kolonijah v Sečovljah. Sliko iz tega obdobja se razstava tudi zaključuje. Zdaj pa vabim k besedi še umetnostno kritičarko gospo Polonco Škodič, ki nam bo podrobneje spregovorila o delu Toneta Lapajneta. Prosim. Prisrčen pozdrav, spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji, kulturnih utrinkov, prijatelji Toneta Lapajneta, sorodniki, skratka vsi, ki mu bomo danes skupaj tule počastili pravzaprav svojo prisotnostjo en poklon velikemu umetniku, ki je toliko dal tudi Vrhniki. Pa ne samo Vrhniki, temveč tudi slovenskemu, nekdanjemu jugoslovanskemu prostoru in tudi